Postojnski gasilci so se najprej borili z ledom, potem z vodo. Danes preštevajo škodo. Na pomoč so jim takoj po ujmi priskočili posamezniki podjetja, prejeli so za več kot 4000 evrov donacij, dobili nove motorne žage, 2 agregata. Občina je prostovoljnim gasilcem že izplačala povračila v višini 29 000 evrov. Tudi sicer jim za nakup opreme zagotavlja večino denarja. Tega pa ne najde za nov gasilski dom. Sedanji namreč kaže klavrno sliko. Zdaj se bomo še nekaj časa pogovarjali, glede na to, da je tak zalogaj vreden kar nekaj milijonov evrov. Z drugačnimi težavami se srečujejo pivški gasilci. Njihov dom je obnovljen, a se morajo z nesrečami spopadati v neustrezni, dotrajni in tudi že uničeni opremi. Ja, ta čevelj, kot vidite, že dobro zdelan. Uničena je kapca čevlja. Čevelj ni uporaben, prepušča vodo, prepušča paro in tudi vročina vstopa v čevelj. No, uničile so se tudi zaščitne čelade. V nič boljšem stanju niso obleke. Čeprav so stare tudi po več 10 let, jih nekateri gasilci še vedno uporabljajo, saj denarja za nakup novih ni. Takoj po ujmi so prejeli okoli 1000 evrov donacij. Za nekaj parov zaščitnih čevljev, čeprav bi jih potrebovali najmanj 20, prav toliko zaščitnih oblek. Lučaj stran na senožeški strani, kjer je žled prizadel vas Laže, so gasilci k sreči dobro opremljeni. Vsako leto jim pri nakupu osnovnih stvari na pomoč priskočijo lokalna podjetja. Recimo lani smo z donatorskimi sredstvi senožeških podjetnikov nabrali preko 2000 evrov. Nakupili pa ste kaj? Nakupili smo še nekaj opreme za prvo pomoč, pa tudi nekaj tehnično-reševalne opreme. Več kot 400 000 evrov pa je skozi različne dobrodelne prireditve zbrala Gasilska zveza Slovenije. Kmalu bodo pripravili razpis in pravila za nakup opreme posameznim društvom. Bomo pa naredili kriterije. Glavni kriterij bo ure udeleženih gasilcev na tej intervenciji in pa seveda poškodovana oprema, ki se je poškodovala v tej ujmi oziroma žleda. Sicer pa donatorska sredstva še prihajajo. V četrtek bodo tako prejeli ček Sindikata vzgoje in izobraževanja v višini 25 000 evrov. Zbrani denar naj bi, kot napovedujejo, pravično razdelili do jeseni.